Hvala, dober dan. Jaz bom najprej začel s tem, da se bom referiral na to, kar je gospod Vidic povedal. In sicer ne glede na notranje politične dogodke, uradni obisk z gospodarsko delegacijo bo. V Indiji dejansko danes smo dobili iz Indije celo potrdilo, da bo klasificiran kot state visit. To je v bistvu v nas v Sloveniji, kaj pomeni veliko, v Indiji pa to najvišji nivo, ki ga ponavadi dajo kraljem ali pa državnikom velikih držav. Tako da ena 2-milijonska državica, da je dobila status state visita, je to že nekaj. Zakaj se zadnje 2 leti prizadevamo v vladi za realizacijo tega obiska? Predvsem zaradi tega, ker je bila osnovna orientacija te vlade, da zaradi gospodarske krize moramo poleg vseh ostalih ukrepov predvsem pomagati slovenskim podjetjem, da ponovno odkrivajo ali pa da se plasirajo na tujih trgih. In Indija je bila že od samega začetka evidentirana kot ena izmed držav, kjer bi slovenska podjetja, tako manjša kot večja, lahko najdela določene poslovne priložnosti. Druga pomembna zadeva so pa poslovne priložnosti v Sloveniji. To, kar je že prej kolegica Nataša dobro predstavila, pa tudi gospod Vidic je omenil, je dejstvo, da se v Indiji krepi en srednji sloj, ki je zelo izredno, ki se in kvantitativno in kvalitativno zelo krepi, in zanimivost tega srednjega sloja je, da je njihov pojem, da vse, kar je povezano z Evropsko unijo in vezano na Evropo, da ima tako zelo visoko vrednost. Če temu dodamo, da se večina njih, ki so recimo tam srednja generacija, še spomnijo, ima en lep spomin na bivšo Jugoslavijo, potem je trenutno Republika Slovenija v briljantni poziciji, ker smo EU, hkrati smo povezani z jugo. In imamo 2 atributa, ki veliko štejeta. Do zdaj v praksi se je pokazalo, da uradni obiski z gospodarsko delegacijo, tako na ravni predsednika vlade kot na ravni predsednika države, pomenijo v tej posamezni državi to, da je mogoče srečati predstavnike zanimivih podjetij, velikih podjetij in tudi predstavnike inštitucij, ki nekako skrbijo za gospodarstvo. Indija je ena izmed tistih držav, kjer povezave in politična podpora ogromno pomenijo. Tako da, če se pogovarjate s kakšnimi partnerji ali pa analizujete stike z določenimi partnerji in če je to v okviru organizacije FIKI ali drugih njihovih gospodarskih zbornic, če bo ob temu v celotnem dogodku vključen še kak visok politični predstavnik, so možnosti za to, da se sklene ali pa dogovori dogovor toliko večji. V prvotnem programu smo zato predvideli zelo malo ambiciozen program, nekateri gospodarstveniki zaradi tega kritizirajo, ampak mi smo stalno obrali vzorec, ki ga upravlja kanclerka Merkel in tudi Cameron. To je, da se v bistvu, premijer Velike Britanije, in to je, da se v bistvu združi 3-dnevni obisk 3 večje centre. Skupaj z gospodarsko zbornico, s predstavniki gospodarske diplomacije in pa predvsem z veleposlanikom Jeromeom, ki jaz lahko samo še dodam vse najlepše in najboljše k temu, kar ste že kolega povedali. Skupaj smo nekako evidentirali Mumbai, Bangalore in pa New Delhi, kamor moramo iti, ker je pač prestolnica in glavno mesto. Tako da v tem obisku, ki ga bom jaz zdaj poskušal čisto par osnovnih elementov predstaviti, je predvideno, da bi se šlo v Bangalore, kjer bi imeli eno večjo poslovno konferenco, kjer bo mogočen čas za matchmaking. Njihov premijer zvezdne države, glavni minister zvezdne države bo prisoten v poslovni konferenci, kar daje celotni zadevi veliko težo. Hkrati pa so predvsem impulzi z indijske strani, da ko se organizira poslovne konference, kjer so predstavniki njihovih oblasti ali pa države, ki prihaja,
je tudi odziv indijskih podjetij dosti večji in pridejo tudi bolj resno pripravljeni na te sestanke. V smislu, da ne pridejo samo izganja turizem, ampak že zaradi tega, ker imajo malo respekt oziroma spoštovanja do svojih visokih političnih predstavnikov, pridejo z resnimi nameni. Tako da to je recimo eden izmed elementov. Zato prvi dan je predviden Mumbai, drugi dan je širok program v New Delhiju, potem tretji dan, 15. je predviden ogled Agre in potem Bangalore, kjer je sestavljen program recimo iz 2 dni, se pravi tretji dan popoldan in četrti dan dopoldan. V okviru priprave tega uradnega obiska smo upoštevali vse gospodarske iniciative slovenskih podjetij in pa indijskih podjetij. In zaradi tega absolutno bomo vključili v program gostov, to vemo že od začetka. Zaradi čisto logističnih zadev, ko samo postavljam vprašanje, ali bi se podjetje predstavljalo in ali bi se posel podpisal v okviru poslovne konference, ko bodo visoki predstavniki indijskih oblasti, ali bi se pa naredilo ogled vašega podjetja. To je v bistvu čisto logistično in tehnična malenkost. Hočem samo povedati, da vse iniciative bodo vključene. Ne glede na to, da gre za 3-dnevni obisk enega velikega kontinenta, prav zaradi tega, ker bo tako intenziven, prav ta intenzivnost podaja še eno dodano vrednost. Imeli boste priložnost ne samo stike z predstavniki slovenske vlade, mislim, da je za vas tokrat bolj pomembno, boste imeli priložnost stikov z predstavniki indijskih oblasti, predstavniki indijskih agencij in zbornic, ki skrbijo za gospodarstvo in neposredno gospodarstveniki. Tisti, ki ste že kdaj sodelovali v kateri gospodarskih delegacij, ki organizirajo gospodarske zbornice ali pa v okviru Republike Slovenije, približno veste, kako izgleda, koliko je prostora za B2B srečanje, koliko prostora za spoznavanje novih ljudi. Vsem tem lahko dodatno povem samo še to, da bo obisk v Indiji izključno namenjen gospodarstvu. Razen en dan, takrat v New Delhiju, ko so pač protokolarne zadeve, vse ostalo bo program obiska prirejen vam in temu, da se čim bolj spoznate z Indijo kot tako, da dobite čim več izkušenj, čim več kontaktov in po možnosti finalizirate nekatero od vaših že predhodnih kontaktov stikov. Zdaj bi, če mi dovolite za konec, jaz bi raje čim manj povedal, pa sem postil, da postavite vprašanje, ampak ne morem, da ne bi zaključil še s 2 zadevami. Republika Slovenija vam New Delhiju veleposlaništvo. Veleposlaništvo lahko vsem vam v veliko pomoč. Zdaj, en problem je, in to so res vizumi, tle se sipom s pepelom in nažalost je naše članstvo v Schengenu v tem primeru nas malo vera. Glede določenih držav so znotraj Schengena izredno strogi pogoji in Indija zaradi svoje velikosti, tako kot je Nataša rekel, dejansko gre to za en kontinent in zaradi izredno delikatnih sosedov je v okviru šengenskih normativov precej podrobno gledano. Ni toliko problem Indije, kot so problemi sosednje države, s katerimi Indija meji, kjer je meja relativno pronicljiva. In to je, tudi sam veleposlanik Žerom dostikrat poveda, zaradi svojih, da če bi lahko zbirali, bi raje zbrali kakšne druge sosede. Mislim, da še kakšna druga država bi se pridružila temu, ampak ta del, kar se vizumov tiče, je zaradi šengenskih normativov mogoče malo zapleten. Ampak tudi glede tega in prav tudi glede tega se pripravlja v okviru znanjega ministrstva inštrukcija, da bi veleposlaništvo znotraj šengenskih okvirov naredilo vse, kar je v njihovi moči in tudi bo naredilo, da se ne samo pohitrijo in izboljšajo postopki za izdajo vizumov,
predvsem postopki za pridobivanje začasnega bivanja oziroma dovoljenja v Sloveniji, ker to je tisto, kar poslovne partnerje dosti krat tudi omejuje. Tako da na temu vse dela in v enem krajšem časovnem obdobju bo tudi to urejeno. Kar se tiče pa svetovanja, naše izkušnje z veleposlaništvom je, da se veleposlaništvo Republike Slovenije v New Delhiju zelo krepi nabor, tako nabor informacij kot nabor podjetnih svetovalnih agencij, tako da dejansko tle je bilo eno veliko delo narejeno in veleposlaništvo, v bistvu, jaz bi vse vas pozval, dajte se več obrniti na njih, oziroma na gospodarsko diplomacijo znanega ministrstva, ki je v dnevnih stikih z njimi, ker zanimiv je impuls prav iz New Delhija, kjer govorijo, kjer so v bistvu, kjer je veleposlanik in njegova ekipa včasih pozivajo, naj se podjetje več obrnejo neposredno na njih. Tako da jaz mislim, da ponavadi je tak večji rad obisk zbliža gospodarstvenike z tistimi inštitucijami Republike Slovenije, ki so že na terenu in dosti stvari se da kar tako čisto praktično rešiti. Zadnje besede bodo poseda veleposlaniku Jeromu, ki pa je neverjetno aktiven in jaz vas vse pozivam, dajte izkoristiti ta njegov 4-letni mandat, ker gospod je izredno dobro skonektan, neverjetno odprt in pripravljen pomagati. Veliko pozitivnih izkušenj imamo, tukaj lahko je samo potrditi to, kar je že predstavnik gostov, mislim, kar je že gospodarska zbornica v prvi vrsti povedala. In zaradi tega smo nekako tukaj evidentirali, da ima Slovenija z naslednji 2 leti optimalno pozicijo, kar se Indije tiče. Prvo, zaradi naše pozicije v Evropski uniji in še stiku s preteklostjo, drugo, zaradi tega, ker je prav v naslednjih letih bo Indija zabeležila največji razvoj, gospodarski razvoj, pa krepitev srednjega razreda, ki je za slovenske podjetje največkrat target. Zaradi ekipe, ki jo imamo, ki smo jo nastavili na zunanjem ministrstvu in v New Delhiju in veleposlanika Jeroma. Tako da jaz več kot to, da vas povabim v Indijo, v delegaciji uradnega obiska in tudi drugače ne morem. Zdaj pa za kakršnokoli vprašanje